Pozdravljeni v novi oddaji Petkov Extreme. Kaj bi bilo, če jaz ne bi, če ne bi jaz clov? Ali pa kaj bi bilo, če bi jaz clov? Aha, tako. Ja. Za glavno oddaja bo o tem, ki se vprašujeva, kaj bi bilo, če bi. Kaj bi bilo, če bi? Ja, tako. In ti, to je tvoje prvo vprašanje. Ni to moj prvo vprašanje. Kar začni ti s prvim vprašanjem. Okay. Kaj bi bilo, če nikoli ne bi izumili plastike? Ali pa nikoli ne bi pač uporabljali plastiko na tak način, ki jo zdaj uporabljamo? Ja, svet bi bil lepši. Ne bi imeli enega velikega otoka od zraven Amerike, tam na Pacifiku. Ki je večji, kot Nemčija, a veš to? Ne, ampak okej. Same plastike, ker se tako vrti. Ja, ampak ni vsa tam, ne? Mislim, da je že posod drgot plastika. Ja, sam pač tega ne bilo. Naprimer. Ja. Zdaj pa pomislim nekaj. Če ni plastike, bi pol kva avte recimo delali iz karoserije, več ali manj, mislim, iz drugih materialov. Ja. To pomislim. Ja, pol bi v bistvu... Če se bi ta mikrofon, no, sej ta je v bistvu... Ta je bolj malo iz plastike. S čim bi bili te luči? Ja, Je mačun. Ja. V bistvu bo moja industrija bila čist drugačna, ne? Zaradi tega, ker... Pa pomislim, recimo imamo plastične... Ali pa bi nekaj drugega najdel. Ziher bi bilo nekaj drugega. Ja. Pa recimo plastične vrečke. Bi bile pol, več ali manj bi bile karton pa tako naprej. Ja. A se zdi bilo več... da bi več posekali pol gozda zaradi tega. Ja. Kaj bi mogli biti... No, to je bilo... Ja, ne, se to je tako... Drugač bi bilo. Drugač bi bilo, ja, lahko da bi... Ne, tole je plastika. Ja, se je. Zanimivo bi bilo, če ne bi bilo plastike. Bi rad videl ta svet, brez plastike. No, moje vprašanje se pa zdaj... Srednji vek, okay. Ja. Veš, a svedo, da pač včasih je bilo tisti, ki so imeli kaj plastičnega, so bili v bistvu, to je bilo prestižno, ker to je bilo ful težko dobiti in so imeli, ne vem, plastične krožnike in so bili to ful... Kdaj pa je to bilo? Ja, ne vem, to sem enkrat bral, da je bilo to, ko je pa to komercialno ratal, je pa to bilo kar nekaj. A veš, da je bilo včas, kako se reče, ananas, da je bilo to tako zelo prestižno in so ljudje najemali ananase recimo za žurke, za zabave, zato da so kot dekoracija bila tam, ker je bilo toliko drago in toliko redko. Naprimer. Meni bi bilo kar žal, da ne bi vedel, kako ananas, ker mi je zelo dober, pač realno. Da ne bi vedel, kakšen ima okus. Ok, gremo naprej. Kaj bi bilo, če bi mi dva se rodila v Ameriki? Najprej po angleški bi govorila. To bi bilo prvo, ja. A misliš, da bi najen Petkov Extreme bolj zaživel? A mislim, pa, da bi vse potekalo kar ja, pač mi dva bi bila še... Da bi Petkov Extreme snemali. Ja, tako. The Friday Extreme. Tako, that's right, yeah. Ja, po mojem, da bi več gledanosti bilo. Sam, me zanima, kakšen pogled bi realno imela midva, bi dejansko... Veš, kako bi zelo centralno bila, samo Amerika bi po moje. Ja. Kaj pa veš? Mislim, težko je zaradi tega, ker midva sva toliko v Sloveniji, pa v tem, da sva tle, da je ful težko... Zna biti, da je bilo drugače, pa zna biti, mogoče bi začela snemati Petkov Extreme, pa ne bi več, ker... Ja. Ker če ni gledanosti v to... Ne, če ni gledanosti, ampak ne vem, mogoče ne bi znala naprej snemati. Ja. Mogoče ne bi bila toliko ustrajna. Zna biti, ja. Pa tudi lahko, da ne bi imela... Mislim, ziher ne bi imela tazga pogleda, ker Američani ne morajo imeti, ker so toliko veliki in ne moraš ti imeti tazga pogleda na svet, ker mi, ki smo v osnovi že... Vem, pa se tudi Nemci isto, ne. Ja, no, dobro, to je res, ja. Se vsak malo drugače, ampak... Kaj pa vem? To je paralelen svet najbrž. Ja. Tja bi mogel pogledati. Tako, ja. Pa videti. Saj sva enkrat eno oddajo imela o tem, tako da... Mislim, da je res. Ja. Čeprav je neki čuden ven prišla, ampak... Dober o tem. Povej naslednje vprašanje. Ker so bili pri Petkovem Extremu, kaj bi bilo, če ne bi nikoli snemala Petkovega Extrema? Če bi sam pri ideji ustal. Kaj bi
zdaj le počel? Kaj bi zdaj le počel? Ja, najverjetneje bi bil sklemno. A bi ga sploh imel? Ja, najbrž bi ga Ja, imel. ne vem. Ja, no, lahko se v bistvu obrne full. Veš, butterfly efekt. Ja, to je res. Nekaj malega spremeniš, pa lahko vse spremeniš. To je res, ja. Čeprav dobro, bila sva s Katarino, preden sva začela snemati že, pa še zdaj, pa najverjetneje bi... Pred petkom ekstremom. Pred samim ekstremom. To pa ne. To pa ne. To pa ne. To Ker pa ne. mi dva že dolgo snimamo. Ja, to je pa res. Ja. Ekstrem je bil pa preden sva videla začela. Ja, tako da... Pa še ekstrem ni bil ta prva zadeva, ki smo jo... Ne. Ampak dobro, to Nima veze. dost o tem, to je bil drug letnik srednje šole, ki je bil pred... General, atentat na generala. Tako, ja. Kje je že to? Ok, zdaj pa, ja, eno tako, kaj bi bilo, če recimo, ne vem, ne bi obstajal, ne vem, jaz, pa recimo en kolega, da ne bi obstajal, ki ga imaš, Ja, pa ga oba dva poznava. pa ga oba dva Rečem poznam. mrčo. Ja, recimo, evo, rečemo, Ki ga že parkrat omenjava. tako. Kaj če njega pač ne bi bilo? A ne? Kakšen bi bil svet? Pač, recimo, moj otroštvo bi bil ful drugačen, a ne? Pač, ko tako pomisliš. Ja, veliko pridružila. Ja, ker je bilo ful, pa bi se najbrž s kakšnemu drugmu pol. Torej moramo nekaj reči tukaj. Ja, Hvala mrčo. tako je. Ker Če ga ti ne si ena ključnih oseb. Tako, Ne, tako. ne hecati. Ja. Pa kakor ti nisi vedel sploh, da je bil mrč iz romana. Tako da, ampak pustimo to. Gremo naprej na naslednje vprašanje. Ja, jaz. Reci. A to je že tretje zdaj, te zadnje? Ja, zadnje. Ok. Da bom pa malo bolj tako. Filozofski. Ne, kaj bi bilo, Ja. če bi Nemčija pa Japonska zmagala v vojni? To je zelo dobro vprašanje, Ja. ampak Obstaja ena serija na to. A res? Man from the High Garden, mislim, da. To moram High pa Castle, nekaj takega. To moram pa gledati. Ja, To mi pa, ko sta Japonska pa Nemčija vojno dobili. Ja, to pa zanimivo. Mora biti, sigurno je zanimiv. jaz sem gledal samo od začetka, pa ne vem, zakaj sem nehal, ampak je bilo tako, v redu. Okay. Ja. Prvo, najverjetneje bi bil Hitler kot heroj predstavljen. Pač najverjetneje, zaradi tega, ker pač, kakor vemo, vedno pišejo zgodovino zmagovalci in pač zmeri so dobri tisti, ki zmagajo. Ja, je tako. Ej, ne moreš reči, da ni res, zaradi tega, ker pač ne veš, kako bi bilo, če bi bilo, ker pol se ne bi razkril, kaj je on počel. No, okay, Sej, Hitler je bil pač, če gledaš za čas, ne vem, 1930 ali pa 35, je bil itak heroj za Nemčijo, ne? In pač oni bi sam to naprej vozili. Sej on ni bil za njih takrat baraba. Ja, ampak bi še obstajali narodi, ki bi vedeli, kaj se je dogajalo. Sej bilo tudi včasih, niso samo zmagovalci pisali zgodovine, so tudi poraženci. Pa malo še zmeraj ohranjeno to, kar so poraženci napisali. Ja, no ja, najverjetneje bi se bolj govorili o tem, koliko je to bilo dobro, da so zmagali, kakor o tem, kakor se zdaj govori, koliko so... Mislim pač, logično je, da so pač zmeri bolj barabe tisti, ki so zgubili. Ja, bolj bi se seveda, ne. Ker pač ne bi tisti, ki zmagali, dovolili, da bi se o tem govorili. Seveda bi sam, ok, še kaj drugega. Ne, kar povej si. Ne, mislim, ker bi predolg po moje dale govorila. Ok, to je prva stvar, kaj bi še druga. A bi mi sploh obstajali? Najverjetneje mi nas sploh ne bi bilo, ja. Zaradi tega, ker pač mi smo bili pri Hitlerju na seznamu zelo visok, Ja. da Slovani, da nas, tako da Ja. pač težko verjamem, da bi sam pač jaz gledam to tako, ne, Ok, pač ja, iz ja. drugega Ja. vidika, kako bi ljudje gledali na to, ampak ja, pač ne bi bilo pa glih kul za nas. Tako da ne bi kakšen mislil, da jaz podpiram Ja. Hitlerja ali pa kakorkoli. Sam pač... Ne, jaz se zastavim. Ja. Ja, to. Drugače bi bilo. Veliko stvari bi bilo. Ja, tle bi najbrž govorili nemško, najbrž ne bi slovenščina sploh obstajala. Mislim, ne bi več obstajala. Ker bi, možno, ali pa bi bili ali sami pa bi kakšni. bilo zelo malo tako, točki bi bili. Ja.
Uradno bi bili se zihar nemško govorili. No, Tako je. Neč, Ja. bi pa obstajali neki, kar Ki bi se še znali pogovarjati, neki, Recimo. ker ne bi mogel čisto vseh, recimo, Ja, pobiti in bi neki. No, sej na to sem Ja. ciljal. Ja. Ok, ti? Zadnjo? In Kaj še bi moje bilo, zadnjo. Kaj bi bilo, če bi. Čakaj, zdaj sem pa pozabil, kaj sem imel že tretje vprašanje. No, se nima veze. Kaj bi bilo, če ne bi, če bi bila realno Zemlja ravna? Gravitacija malo drugače delala. Ja. Bi sam Ja. pač tam na sredini mogel biti, ker klej bi Ja. bilo ful preveč, Ja, bi te vlekli nazaj. Pa pač ravna bi bila. ja, Mislim, da je, to. ja. Ja, Mogoče, ja, lej, ne vem. V bistvu zdaj- bi mogel biti full, ali pa Zdaj, to je najprej, če pogledaš v vesolje, tam nič ni ravno, ne. sej to je. Tako da bi mogla res neko čudna sila obstajati, ki ne bi stvari skrbdala na način, da je krogla rata. Da bi Tako. bilo ravno. Ja. Mim grede, a deli ravno zemlji, Ja, flat eartherji. flat eartherji, oni, kaj pa za Mars pravijo? A je Mars ploščat ali v krogu? Ne v krogu, se ga vidiš, da je v krogu. Samo Ampak Zemlja. sam zemljani. Ja, Se pravi, vse je v krogu, sam zemljani. Tako. Materka, še na ključe. ali da. Ja. Ja, pa sam to, a veš, ti tega ne razumeš, zaradi tega, ker pač Ne, ne zemlja je ravna, a ne? Mhm. Se ne vidiš krivine, ampak pač fora je, da gor je pa okroglo, a ne? Sam mi, ki pa živimo, Kaj pa je pod nami? let pa Ne, pod zemljo. Ja, vesolje najbrž. A je, a pa je tam tudi okroglo. Ne vem, ne bi sprašval, ker nisem flat No, sej, earther. hvala Bogu. Ja, drugače pa mislim, ja, ne vem, mogoče se bi življenje drugače razvilo, bi sploh obstajalo, bi sploh lahko obstajalo, najbrž, ajde, recimo, da bi. A ne, Ja. da bi bilo vse isto, kot zdaj, samo da je ploščat. Ja, ploščat bi bilo, ne vem. Pač šli bi z raketo gor in bi videli ravno zemljo in bi rekli, flat eartherji, prav imate. Ne, se bi verjetno že od začetka pol vedel, Ja. da je ravno. Pa bi mogoče, a misliš, da bi obstajala pol neka grupa, da je zemlja okrogla. Ovi bili pa ljudje, ki bi rekli, ne, zemlja je okrogla, lejte, koliko imamo dokazov. In vsi bi rekli, jo, spet te round eartherje. Ja, To bi bilo ful zabavno. ja. No, Okay. to je No, to, ja. to kot tem. Kaj bi pa bilo, ne vem. Kaj pa veš vprašanje? Ja. Kaj bi bilo? Kaj bi bilo, če ne bi obstajal Canon? Jaz bi najbrž Nikona uporabljal. Ampak če sem drug, pač fotoaparat obstajal. Ja. Ja. Mogoče zaradi Canona ne obstaja nek drug fotoaparat, ki bi ga drugače uporabljal. Tako. Pa bi v tistem vesolju rekel, pa če bi smo mogli Canona uporabljati. Ne. Ja, kar nekaj. A veš, da dejansko Canon je včasih delal za Kodak. Samo taka mini firmca za Kodak, ki je delala in se je imenoval Quanon. In pa so se razvili in zdaj so 100krat večji kot Kodak. Kodak je filme delal. Ja, ja. Sam takrat. A še obstajajo fotoaparati z filmom? Ja, it. Valjda. Ok, Valjda. valjda. To je to, po moje, ne? Ja, to je to. Lep petek, pa se vidimo, ko si zagledamo. Živijo. Čau!